Dobro jutro. Zgledam, kaj jim buhtal, ura je 6 pa še neki in danes grem s prav posebno družbo na Grobnik, tako da bo kmalu boljše. Robi, živa. Aj, Kje se nahajamo? Grobnik, Grobnik, sončen Grobnik. sončen Grobnik. To je Robi Kastelic, oče je trenutno najbolj perspektivnega, kako bi rekel, dirkača, talenta v Sloveniji. Najdražjega. Najdražjega, evo. Hvala, ker ste me danes povabili na ta dan, da lahko to podržim z vami. Ja, Kaj nas čaka? Kaj se bo Marko, danes nekaj dogajalo? snemanje, RTV Slovenija je povabila za snemanje, Pop TV ga je povabil, Radio Aktual je prišel, pa še ti si izkoristil. Evo. Ja, takole na progi pa srečno tudi takele persone, kako bi rekel, očete avtomotošporta v Sloveniji, živo Gavar. Čau, Kako živo. si? V redu, odlično. Čim smo na dirkališču, smo fantastično, tako da lep pozdrav sem skupaj in evo, skoraj redi, da gremo na stezo. Ja, a ti si prišel danes tako se malo pogledati ali imaš kakšno funkcijo tukaj? Jaz sem prišel pogledat, kaj me dirke vedno zanima, imam pa tudi funkcijo od letošnje sezone naprej. Sem z Lema, Mapetrol Lema Racing timom, pa z Markom Kastelicom in njegovim očetom Robertom zmenen, da skušam po najboljših močeh pomagati Marku pri njegovem dirkanju, pri celem tem projektu, ker se mi zdi fajn, prvič sem rad na dirkah, drugič rabim nek nov izziv, zdaj, ker ni več MotoGP-ja, vsaj ne v taki obliki, kot je bil prej, čeprav na določene dirke še vedno hodam in nekaj pišem za časopise, ampak sem rabil nekaj novega in sem rekel, ok, ker mi je bilo všeč, da je Mark mlad, da je full hitter in da verjamem, da ima neko dobro perspektivo v svetovnem merilu dirkanja v GT3 ali pa v GT4 konkurenci. Všeč mi je bilo tudi to, ker so z družine Kastelic k meni pristopili zelo realno idejo, da bi radi, da Mark dirka na svetovnem prvenstvu se pravi superšportnih avtomobilov in ne v Formuli 1, ker to niso neke nerealna pričakovanja, ker kdorkoli pride z idejo, da bo danes sin dirkal v Formuli 1, se mi zdi, da že v startu projekt obstojno razočaranje, žal. Step by step. Tako, ne. In se mi zdelo, da to pa dosti realno, da to se pa mogoče dali speljati in smo rekli, ajde, dajmo probati, da vidimo, kaj so zgodili. In zdaj, evo, v letošnji sezoni, že to drugo leto, Lema Racing, Mercedes, AMG, GT, ASP, Mapetrol in Big Bang in same fajn firme stojijo za nami, tako da ni hodič na vrata. Ej, ful lepo je to slišati, da imamo v Sloveniji nekega takega talenta, da si mu ti pripravljen pomagati, ker imaš mogoče veliko izkušenj tudi iz pedalkov po celem svetu. To zagotovo imam, ne toliko iz avtošporta, bolj iz motociklizma, ampak tudi v avtošportu sem se sam svoje časa nekaj udejstvoval v rallyju, v cestno-hitrostnih dirkah, čist na popolnoma hobijnem, nekem amaterskem nivoju, veliko to, da sem to izkusil, probal in doživel, kar me zanima, žal ne tako. Ampak ja, tako da definitivno je pa nek princip v nekem športu pa dosti podoben, lahko tako v avtošportu kot v motociklističnem športu, a ne. Pač neki pristopi, neki v bistvu relationshipi do samih pokroviteljev, do medijev, jasno, in skozi to probamo zapakirati eno tako zgodbo, kot lahko rečem, da je mogoče v Sloveniji še ni bilo, ali pa da ne bom zdaj nefair, jih je bilo relativno malo. Ja, nič, hvala za te besede, lepo te je bilo spoznati, dobro delite še naprej. Pa... Super, hvala, ker ste prišli in veliko zabave danes. Jaz upam, da bo adrenalinsko. Hej, jaz verjamem, da bo. Živijo, jaz sem Mark Kastelic, to je moj Mercedes AMG GT4, s katerim dirkam. Mark, jaz sem tudi Mark. Živijo, me veseli, Mark, ja, isto. oba sva z Ivančne. Yep. Pa še danes sva se spoznala. Ja, to zgodi. Boš na polno peljal ali se bova sama igrala? Kako boš rekel? Jaz hočem na polno. Gremo pa na polno. Lahko bruham, ker pridem, ni problema. Ne boš. Ej, a veš, kakšen imaš čas mogoče na Grobniku? Jaz skozi pelem folk zraven, tako kot tebe, tako da bi rekel, da bi šla zdajle minuto 30. Minuto 30. Ok, da bom pogledal, ker sem bil že enkrat na Grobniku letos, pa me je Jure peljal. Moram pogledati za nazaj, koliko je imel on čas, pa S katerim avtom? GT3 je imel. GT3 pa hitrejša. A je hitrej? Ja, po skoraj 10 sekund, če je bila dirkalna ali navadna. Navadna GT3? Ne, navadna. Pač RS, nekaj takega varianta, ne? Mislim, da je bila navadna, da sploh ni bila RS. Zmeri mogo biti kar hitrejši avto. Bom pogledal. V glavnem, kaj pa imamo danes tukaj? To je pa dirkalnik. Jep, evo ga, Tam boš malo pokazal, da si ga malo gledamo. Kaj je to za eno avto? Tukaj imam vse moje komande noter, lahko ti razložim vsako posebej in bom porabil pol ure. Aha. V glavnem, main stvari so v boksih pit. Tukaj v bistvu štartaš avto,
štartaš to, ignition pa main, tam le malo v rdeč gumb, veš, tam se jaz pa moj teammate menava, da se vidi 1 pa 2, da piše tle Kastelica ali pa ona, radio tukaj, če kdo počasnega tle poblenda, evo te, imaš spolne stvari, neutral, shifting, tukaj od zadaj, up, down, lahko odpreva kabino, noter. Vdej odpri kabino, ja, da vidijo. Kaj je to za ena mašina, drugač? Kjer avto? V8. V8, Mercedes. Ja, 2 turbine, čakaj. Prvo, kaj to odpre? Evo ga. To se po mojem še ti bolj kaj spoznaš na to. Ta avto ima čez 600 konjev, Čez 600. ampak v bistvu limitiramo dol, da smo vsi konkurenčni na 400 konjev. Aha. Tako da je nekako fair med vsem ekipam. Koliko ima to navora, koliko ima do 100? Ne veš. Preveč vprašam. Ne veš, če bi zdaj prav bilo videl, ampak nisi testiran na onih. Aha, ok. Koliko časa si pa že v tem avtu, da tega voziti? Najbrž si prej bil na go-kartu, ne? Tam si začel, koliko si bil star? Pri 5 letih, Wow. v bistvu začel s tem, ko me je oče navdušil, ker je on prepelal pred mano, ja. Ampak sem jaz začel profi go-kart začel pelati pri 10 letih v tovarniških ekipah, da sem prišel do 14 leta, sem profi pelal po svetu. Pol sem pa v bistvu pri 16 letu, naprej sem začel to Marcino furati in v bistvu to je že moj drug let v tem avtu in to je v bistvu moj prvi resen let. Ja, Damo eno tovarniški klub. najlepša hvala, evo. Tak, da stran, sedi palike, evo. Vidiš, Gabor vse zrihta, zdaj zgledam kot novinar, ja, za moj YouTube kanal. Ja, neč, zdaj imamo še pauzico, ne, pol imaš neke nagrajence, boš odfural. Yep, Na koncu pa se tudi jaz priporočam, pa da ga odpirava do konca. ni problema. Vrhunsko. A me boš daj na tekmo vzel s sabo? Na dirko? Moj, sem že povabil. Ta let je še tako malo pointless, ker niso več tako zanimivih dirk. Naslednji let je pa res huda dirka, tako da. No, pa se pa za naslednji let priporočam. Pa letos se še boriš za naslov. Za italijansko v bistvu se ne borim več, ker bom v bistvu zmagal, bom preveč prednosti že. Aha. Pa iberijsko se borimo za naslov isto. Vrhunsko, stari. Torej, Čestitke, dober Hvala zaključek ti, sezone, hvala pa tebi. se vidimo pa v Važi. I got something that'll get the people on the floor. I got something that'll get the people on the floor. Živo, Mark, me veseli, kaj ti mi? Matej. Zdaj si bil z Markom, a te je kaj stiskalo? Ma ne, stiskal me ni, samo res. Stisnete tanke za bremzo. Aha, si mu zaupal brez problemov. Zakaj ne? A si že kdaj kaj takega doživel? Ne, prvič. Kakšen je bil pa te feeling? Pa hudo, res. Še enkrat? Hudo, res, ni bilo. A ja, ne, sem mislil, če greš še enkrat A noter. ja, ja. A te kaj slabo? Ne. Ni. Je pa danes na progi, ob progi v bistvu, še ena znana oseba, ki jo najbrž vsi poznate. Anže Novak, Vortex. Kje še mi končno se srečava, menila se že z motorjem nekaj časa, da bi šla, ampak se srečava na koncu na Grobniku, na dirkališču z... Ma sej enkrat bova to špičla. Ja. Kakšno funkcijo imaš ti danes? Gledalec? Ne, delam za Marka medijsko produkcijo, kakorkoli vodim njegovo socialno mrežo in vse. Tudi danes smo žrebali nagrajence, ki so se prišli peljati, med drugim smo tebe povabili, ker si mi tako že od nekdaj zelo blizu kot creator, tako da sem vesel, da si se odzval pa prišel. No. Ja, hvala za povabilo, z veseljem še kdaj. In ja, spremljam, da ima Mark neke hude objave. Tako da Ja, sem, pa hvala. sem slutil, da je nekdo za tem, ki ima neki smisle. Ja, ko malo poznamo, ampak danes boste še eno stvar videli, zakaj veliki ljudje, visoki ljudje, kot sem jaz, niso za dirkalnik. Okej. Moraš posneti mojega kolega, ki je danes še sem prišel. Aha, ok. Mislim, da ima skoraj 2 metra. Tako da njega tudi poznajo, po mojem, nekateri Žiga, Pajk. Aha, Kolega. čakaj. Jaz bom Zdaj rabil. boste videli, evo, poglejte si. Najprej daš levo nogo noter, greš z glavo not, telo vržeš in potem daš drugo nogo. Ja, levo. Ajde, pet, najprej leva noga. O, molega. Iste probleme imam jaz. Ja, ni za velike. Ni za visoke ljudi, takle majhne dirkalnik. Jaz sem iste probleme, zato se sploh ne pelam več. Vroče. Je pa drugače kar zanimivo pogledati tole škatlo, kako je vse to sestavljeno. Vse je neki oblazinjeno, da se ne rukneš preveč čelado. Pred mano na armaturki en kup tipk, ki so tle v bistvu čisto lepo označene, za vsako piše kva je kaj. Kjer je za njega? Ta. Ta sem, da vidim, če bo zaznal. Ok, dela to. Zelena sem for you. Okay. Thank you. Under pressure. Pressure? What pressure? Tole, če si profesionalec, ti pa mehankarji zapenjajo pas, vse ti rihtajo. You done, bro? No, bro. Fuck this Mark, bro. So impatient. Leave me alone, go. It's fine. Okay, bro. You have this? Yeah, it's I gave it to him already. Let's go. It's time for action.
Prevalega kroga je konc, to je ful lepo v bistvu, slajdo se to, še gre. Natančno. Se na kameri čeka. Very good, vsaka čast. Arki, hvala lepa, ovladaš. Hvala tebi. That's great. Nisem še bruhal, evo. Tole je pa bilo. Nisem še siguren, kako se počutam. Dale, jaz šel nazaj na progo. Nisem še siguren, kako se počutam. Upam, da ne prije preveč za mano, da nam res bruhal. Malo bom spil, kakšen piškotek bom pojedel, pa bo. Vzem karkoli, sendvič imaš, burek imaš. Mark, dober tek. To je to za danes. Ja, Kak je bilo? super, meni bo super. Škoda, da so bile že toliko stare gume, da nisem mogla neki na polno iti, ampak Glej. dal se od sebe. Ne smejo se pokazati, bo še kaj za drugič pustila. Važi. To je to, uživajte, pa se vidimo. Hvala. Čau, čau.